Zdaj, ko smo se že navadili, da lahko kratico BMW in besedno zvezo sprednji pogon uporabimo v eni povedi, se lahko končno posvetim objektivnemu testiranju. Čeprav BMW in enoprostornik mi še vedno delata težave. A vidite? Razmere na trgu pač delajo svoje in včasih je tudi treba požreti ponos. Enoprostorniki pač niso razred vozil, ki bi nudil ne vem kako velike užitke v vožnji. Bistvo BMW-ja pa je ravno ta. In zato smo kar čudno pogledali, ko so nam dali enoprostornika. Pa ne enega, dva, ta je ta večji. Od svojega manjšega brata Active Tourerja se razlikuje po tem, da je 5 cm višji in 21 cm daljši. In tisti je bil 5-sedežnik, ta pa lahko pelje 7 oseb. 5 odraslih in 2 liliputanca ali pa 2 otroka, pa še ti bodo imeli kolena pri prsih. Prostor je seveda razlog, da si ga boste omislili, če si ga boste, počakajte, da izveste ceno. No in v primeru, da boste doplačali ta 2 sedeža, boste v prtljažnik lahko pospravili za 560 litrov stvari. Če teh 2 sedežev ne boste doplačali, pa kar za 645. A ja, sedeža staneta 825 €. In če sta takole postavljena, potem je v prtljažniku 145 litrov prostora. Če sedeže zložim, gledajte to, postojanska jama, potem je tule notri 1820 litrov prostora. Oziroma, če ne bi bilo teh 2 sedežev, bi bil prtljažnik velik 1905 litrov. In v tem primeru imate BMW-ja z največjim prtljažnikom v zgodovini. Tudi to nekaj šteje. So pa tile sedeži deljivi v razmerju 40-20-40, kar je dejansko edina hiba tega avtomobila. Podobno veliki enoprostorniki imajo 3 ločene sedeže za 3 otroške stolčke. Se jih pa da čisto enostavno podreti s tistim gumom tam zadaj. BMW je enoprostornik torej. Evo, že znam reči. Pa sploh ima kaj DNK-ja te znamke, presenetljivo veliko. Kabina je čisto bavarska, materiali so odlični, ergonomija pa je kljub višjemu sedenju znana. Fino je, nimam občutka, da so delali na hitro ali pa na silo, samo da bi ven spravili en tak avtomobil. In ker sem še bolj hvaležen, krmiljenje je čistokrvno BMW-jevsko s skoraj ničelnim zamikom. Na zadnji klopi je Matej sicer nekaj tarno, ampak tole spredaj se mi zdi čisto fajn. Super kompromis med udobjem in povratnimi informacijami za rit. Upam reči, da se med vsemi enoprostorniki tale pelje najlepše. Za vse tiste dinamične fotre, ki ste imeli srečo s trojčki torej. ...218D je tole, kar pomeni, da spredaj melje 2-litrski dizelski motor s 110 kW oziroma 150 konji. Več ne boste potrebovali, do 100 vas bo pospešil v dobrih 9 sekundah, spil pa nam je 6,4 litra. Čisto ok. Priganjanje v visoke vrtljaje sicer ni prijetno, ker rohni kot lokomotiva, ampak 8-stopenjski samodejni menjalnik bo poskrbel za uglajenost. Cena, zatisnite si ušesa, 48 418 €. Boli, a ne? Ampak tale ima za 18 € dodatne opreme, luxury line in vsega ostalega. Nič več ne bom rekel, mogoče samo še to, da smo očitno res dobili prvi premijski enoprostornik, tako po uporabnosti, po voznih lastnostih in seveda po ceni.